mineva 130 let od te naravne znamenitosti Soteske Vindar. In v počastitev te častitljive obletnice je potekala akademija v samih Leskah ob Soteski Vindar. Pokroviteljica samega dogodka je predsednica države Nataša Pirc Musar. Spoštovane Gorjanke, Gorjanci, cenjeni gostje. Pozdravljeni vsi, ki vas navdušuje ta veličastna Soteska, ta romantični kraj, divji in divni slovenski raj. In ta divji Vindgar svoje čare, o čem razdaja že 130 let. V želji pokloniti se mogočni naravi in častitljivemu jubileju so lokalni kulturniki, poznavalci zgodovine Soteske, Gorjanci, Gorjanke, ljubitelji gori, združili moči, voljo in znanje. Pravijo, da so združili zavest in vest domačina in vtis turista. Spretno so povezali niti preteklosti in niti sedanjosti. In tule v Leskah, kot so domačini imenovali območje, tule pred vstopom v Vindgar, je nastal čudovit poklon naravi. Vindgarju jubileju, slovesna akademija pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v Leskah, v naravni kulisi Lesk. Naj vas večerne meglice objamejo s svojim osvežujočim pletom. Naj radovna prišepetava svojo zgodbo. Domača godba, godba Gorje, se je že razgovorila in vas z uvodnim promenadnim koncertom pospremila na prizorišče slavnostne akademije. Nemalo utrinkov nas bo vrnilo v preteklost. Zastave, možnarji, gasilci, pevci, plesalci, obiskovalci, ja, kot takrat. Prizor se zanimivo ponavlja, a tokrat nas v imenu turističnega društva predsednik pozdravlja. Današnji slavnostni govornik, gospod Janez Poklukar, prosim. Danes smo se zbrali v praznovanju 130-letnice prvega odprtja Soteske Vindgar. Pa vas bom drzno vprašal, pa je res to? Je to ta namen? Zagotovo je časovni mejnik tisti, ki je vreden slavnosti in pa praznovanja. Pa vendar, prvi graditelj Soteske Vindgar in pa vizionar, gospod Jakob Žumar, prav gotovo ni garal za to, da bomo občudovali in nagovarjali njegovo veličino. Močno dvomim. Veličina takšnih srčnih mož je namreč v njihovi preprostosti, v njihovi majhnosti, v njihovi predanosti napredku naroda ter novih generacij. Ampak, zakaj smo se potem zbrali? Ganjen sem nad lepoto kraja in nad vašo skrbjo zanj. Je pred letom dni o podkritju nove spominske plošče Jakobu Žumru izrekel takratni predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Tako kot nekdanji predsednik, tudi današnja predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar,
ki prevzema častno pokroviteljstvo nad našim jubilejem, občuduje in je prevzeta nad našo naravo in pa predanostjo majhnega človeka, domačina, slehernega Gorjanca, Blejca in Jeseničana, ki želi svoje bogatstvo deliti z drugimi. Pokazati želi, da je tudi njegov dom bogat. To ni bogatstvo velikih žitnih polj, bahavih sadovnjakov in neskončnih travnikov. To je bogatstvo nedostopnih skal, občudujočih prepadnih sten, ker modrina vode izginja v mogočnem skalovju. Zato je Žumar z domačini uklesal v skalo podeste, ograje in ustvaril poti, po katerih hodimo še danes, torej 130 let po sami izgradnji. Razkazovanje bogatstva brez cilja in namena pa seveda ni nič drugega kot napuh. In svet je bil vedno poln tega. Pa res kdo misli, da smo domačini tvegali svoja življenja, ko smo v živo skalo nad usodnimi brzicami navrtali poti svojega skritega bogatstva zaradi napuha? Žumar je z domačini to storil zato, ker ni imel bogatstva velikih žitnih polj, bahavih sadovnjakov in neskončnih travnikov. Odkril in urbaniziral je zadnji zastor. Zadnji zastor, ki ga je skrival pred drugimi. Obiskovalcem iz vsega sveta je odprl zastor neokrnjene, včasih tudi surove narave. S tem je sebi in pa svojim sovaščanom, sokrajanom, skušal omogočiti boljše življenje. Življenje enako tistim, ki imajo velika polja in bahave sadovnjake. Žumar je bil namreč s svojim delom in vizijo eden izmed skromne peščice, ki so razumeli duha takratnega časa. Danes je to, kar je počel Žumar pred 130 leti, strategija naše domovine. Turizem je namreč v Republiki Sloveniji strateška gospodarska panoga, ki omogoča in nam bo omogočala preživetje danes in tudi v prihodnosti. Je namreč edina gospodarska panoga, ki ima dokazano številne multiplikativne učinke, se pravi posredne in neposredne učinke na prebivalstvo. Danes Soteska Vintgar z vsem svojim obiskom, ki pa se ne zgodi kar sam po sebi, omogoča dostojno življenje več tisoč ljudem. Od zgodne pomladi pa preko poletja do pozne jeseni Sotesko Vintgar obišče v rekordnih letih tudi preko 300 tisoč obiskovalcev. Zadnje raziskave, ki smo jih opravili v turističnem društvu Gorje, kažejo, da so naši obiskovalci v Sloveniji 3 dni. Ti so nastanjeni od Kranjske gore, Bleda, Kranja, Ljubljane in naprej proti Primorski na eni strani, ter tudi vse do Trojan na drugi strani. Koliko družin, ki živijo v spodnjem nadstropju in imajo apartmaje v zgornjem? Koliko družinam, ki imajo manjše hotele in kmečke turizme? Koliko kmetom, servisnim dejavnostim, od restauracij, gostiln in frizerskim salonom, do konec koncev obrtnikom, marketinškim strokovnjakom, ekonomistom, je Soteska Vintgar pomemben del v njihovi shemi preživetja. Do teh rezultatov smo prišli le zaradi tega, ker se tukaj domačini zavedamo in spomnimo, zakaj so naši predniki razkrili zadnji košček neokrnjene narave. Z jasnim namenom in ciljem, ne zaradi bahavosti in pa nesmiselne tekmovalnosti. Zato še danes Sotesko Vintgar upravljamo skupnostno. Njeno infrastrukturo in znanje nismo sprivatizirali v času slovenske tranzicije. Niso jo v socialistični Jugoslaviji spremenili v državno podjetje ali pa v kraljevini podredili beograjskemu establishmentu ali pa dunajskemu eksperimentu vladanja. Soteska Vintgar potrebuje skupnostno upravljanje in to je način upravljanja, ki ga velja zasledovati in prenesti tudi na naše druge naravne in kulturne spomenike. Skupnostni način upravljanja je najvišji način upravljanja, ki ga lahko imamo. Zakonodaja Evropske unije ne govori o lokalni samoupravi, o lokalnem upravljanju, temveč o skupnostnem upravljanju. V skupnostni način upravljanja, torej upravljanja vseh nas, domačinov, Gorjancev, Blejcev in Jeseničanov, ter tudi drugih Slovenk in Slovencev, ni posegla Avstro-Ogrska.
ne kraljevina SHS, ne bivša Jugoslavija. V Jugoslaviji, v kateri je bila skupna lastnina ena najvišjih vrednot, je bilo prepoznano, da je društveno oziroma skupnostno upravljanje eno najvišjih upravljanj. Zato je bila Soteska Vintgar zaupana v upravljanje turističnemu društvu Gorje, tako kot Slap Savica turističnemu društvu Bohinj, tako kot so Gorske Koče zaupane planinskim društvom. Naše društvo ima skoraj 500 članov. Ti prihajajo iz cele Slovenije, največ pa je seveda domačinov. Pred 31 leti smo po prizadevanjih vseh generacij naših očetov izborili samostojnost. Samostojnost smo izborili zato, da bomo na svoji zemlji gospodar, da bomo na svoji zemlji sami odločali o svoji usodi, da bo domačin sam odločal o usodi svojega kraja, da bodo Gorjanci, Blejci in Jeseničani odločali o Soteski Vintgar. Danes, 31 let kasneje, se mnogokrat zgodi, da domačinov nihče nič ne vpraša, kako in na kakšen način bomo razvijali Sotesko Vintgar, kako bomo ohranili to krhko ravnovesje med človekom in naravo. Pogosto smo neslišani ali preslišani celo. Pa vendar, v zadnjih 10 letih obisk na našem območju, torej v Julijskih Alpah, strmo raste. Tako je območje Julijskih Alp doseglo preko 4 milijone nočitev v zadnjih letih, kar predstavlja 25% vseh nočitev v Sloveniji. Julijske Alpe so leta 2019 sprejele dobrih 1,6 milijona gostov. In kam si ti gosti želijo? Praviloma v neokrnjeno naravo in seveda v Vintgar. Če kdo zna in ve, kako zavarovati naravo, kako upravljati z obiskovalci, ne da bi jih odganjali, potem smo to mi. Kdo smo mi? Domačini. Domačini, ki že 130 let upravljamo Sotesko, tako kot so to počeli naši starši in naši stari starši. Ker znamo ohraniti krhko ravnovesje gospodarskega napredka in ohranjanja narave. Kaj pa je danes s formalnim upravljanjem Soteske Vintgar? V Sloveniji imamo 1972 naravnih vrednot državnega pomena. Samo 3 imajo urejeno formalno upravljanje. Postojanska jama, Sečoveljske soline, ti 2 z koncesijo, ter seveda z zakonom Park Škocjanske jame. Trenutno od države čakamo potrditev našega dolgoletnega dela in prizadevanj ter priznanje oziroma potrditev formalnega upravljanja s Sotesko Vintgar. S tem bi bilo dana podlaga, da iz seveda naše aktivnosti oziroma naših aktivnosti zagotovimo tudi sredstva za občino Gorje, občino Bled in pa občino Jesenice, ki seveda skrbijo za infrastrukturo, po kateri prihajajo v našo Sotesko obiskovalci. Spoštovani, pred nekaj tedni, tako kot Slovenijo, so tudi Vintgar prizadele poplave. Radovna je tekla preko mostov. Hudourniki so nanašali iz bregov material in zasuli in naredili pohodne poti neprehodne. Sprožil se je celo zemeljski plaz. Nastalo škodo smo sanirali sami, domačini. Še več, pomoč je ponudil sleheren dijak ali študent iz Gorij, Bleda ali Jesenic. Imeli smo dobesedno udarno brigado, tako kot včasih. Posebno mladi so v teh dneh garali od jutra do večera, pa vendar zvečer utrujeni niso obupavali in se opravičevali, da naslednji dan ne morejo priti, temveč so še z večjim žarom obljubljali, da pridejo naslednji dan, kajti želijo si, da čim prej ponovno odpremo Sotesko za ogledovanje. Ko mladi in ko gledaš njihove obraze, dan za dnem hodijo z vsem žarom in jim postavljajo svoj prosti čas svoj prosti čas pustijo zadaj in pridejo prostovoljno pomagati in delati cele dneve, vidiš, da v njih je prihodnost. Izkazali so svoje upanje in verjamejo, da bomo jutri imeli lepši jutri. In ravno domačini, še posebej mladi, so ne samo omogočili, da smo v rekordnem času odprli Sotesko Vintgar, temveč tudi to, da smo ves izkupiček od praznika
se pravi Dneva solidarnosti, namenili za odpravljanje poplav v Sloveniji. Tako da jim iskrena hvala. In spoštovani, in ravno za to gre. To upanje, to zagnanost, to znanje in pa samozavest generacij domačinov, Gorjancev, Blejcev in pa Jeseničanov, ki so se zavedali pomena Soteske Vintgar za njihove preživetje, tli še danes. Verjamem, da je ta žar morda danes celo močnejši v očeh, kot je bil pred 130 leti v ekipi Jakoba Žumra. In te iskre v očeh nam ne more nihče vzeti. Gospe in gospodje, hvala za pozornost. Želim vam še naprej prijeten večer in seveda druženje ter praznovanje 130-letnice. Spoštovane, spoštovani, na prizorišče prihajajo mladi, gorjanska mladina, zaposlena v Soteski Vintgar, z zastavami občin. Občine Jesenice, občine Bled, občine Gorje, Triglavskega narodnega parka in turističnega društva Gorje. Vintgar ima stalno bivališče v 3 občinah. Zato naj namenim posebno dobrodošlico v pozdrav 3 županom. Županom občin, ki so dolga leta odgovorno upravljale Sotesko. Torej pozdrav domačemu županu, gospodu Petru Torkarju. Županu občine Bled, gospodu Antonu Mežanu. In županu občine Jesenice, magistru Petru Bohincu. Pred 30 leti Gorje niso bile samostojna občina, pred 130 leti pa so bile, celo mnogo večja od te današnje. Mimogrede, Gorje letos praznujejo 850-letnico Fare. Iztočnic za besede župana občine Gorje, Petra Torkarja, torej ne manjka. Gospod župan, beseda je vaša, prosim. Spoštovana podposlanka, predsednice Republike Slovenije, gospa Eva Tomič, spoštovani poslanci Republike Slovenije, spoštovane svetnice in svetnike občine Gorje, spoštovani kolegi župani, spoštovani gospod predsednik turističnega društva Gorje, gospod Janez Poklukar, spoštovani gospod župnik Matej Pavlič, spoštovani predstavniki, direktorji javnih zavodov in drugih podjetij v območju občine Gorje in sosednjih občin, spoštovani predstavniki društev,
Spoštovani visoki gostje, Gorjanke in Gorjanci, v čast mi je, da vas lahko vse skupaj pozdravim pred svetovno znano v Republiki Sloveniji drugo najbolj obiskano znamenitost, naravno vrednoto državnega pomena Sotesko Vintgar. Hvala vsem, ki so in še vedno vseh 130 let zagotavljate valen prehod skozi Sotesko Vintgar. Gorjanke in Gorjanci imamo veliko srce in pogum, ki nas vodi k velikim uspehom na različnih področjih. Zelo smo ponosni na godbo Gorje, ki je začela današnjo prireditev, ki nas predstavlja širom po svetu in jim s ponosom rečemo ambasadorji slovenske kulture. Gorjanke in Gorjanci smo ponosni na gorjanske športnice in športnike. Namreč oni nas predstavljajo na svetovnih športnih prizoriščih širom po svetu in na zadnji najbolj prestižni športnih parketih zimski olimpijski igri v Pekingu leta 2022 smo poslali kar 4 predstavnike iz občine Gorje. To so bili Eva Vrevc, Anja Mandelc in Miha Ličev v teku na smučeh in v biatlonu Miha Dovžan. Krasi nas veliko humanitarno srce vseh prostovoljk in prostovoljcev humanitarnih društev Župnijske Karitas in Rdečega križa, ki se udeležujejo vseh humanitarnih akcij tudi izven meja občine Gorje. Veliko srce nosijo prostovoljke in prostovoljci prostovoljnih gasilskih društev Gorje in Podhom, ki skrbijo za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah. Čestitam, da se odzovete tudi na poziv Civilne zaščite Slovenije in pomagamo skupnimi močmi tudi pri odpravi posledic zadnjih neurij. Ponosni smo na vsa gorjanska društva, ki skrbijo za družbeno življenje v naših gorjah. Ponosni smo na osnovno šolo, na dijake osnovne šole, ki dosegajo vrhunske rezultate na različnih področjih. Namreč osnovno šolo imamo vključene tudi v veliko sklopov UNESCO-vih projektov, kar pomeni, da ozaveščamo najmlajše k ohranjanju nesnovne dediščine. Vesel sem, da smo občina Gorje vključeni v skupnost Julijskih Alp. S sodelovanjem stremimo k cilju k največji eko-regiji v Sloveniji in v svetu. Veliko območja občine Gorje leži v območju Triglavskega narodnega parka in Nature 2000. Zato smo deležni tudi sredstev za razvoj v Triglavskem narodnem parku iz 10. in 11. člena zakona za spodbude in vsa ta sredstva s pridom vlagamo v razvoj in obogatitev infrastrukture na območju občine Gorje v Triglavskem narodnem parku. Zelo smo veseli, da je strokovna uprava Triglavskega narodnega parka in direktor Tit Potočnik, da vidijo potencial tudi v vstopni točki v občini Gorje za Triglavski narodni park. To bo kulturno-športno središče v občini Gorje, Gorjanski dom, kjer bodo domača društva dobili svoje prostore z usmerjenimi cilji, da bomo varovali naravo, kulturno dediščino, da bomo skrbeli za avtohtone živalske in rastlinske vrste in da bomo naprej peljali zaščito narave, kot jo mi, Gorjanke in Gorjanci, tudi dobro znamo. Gorjanci skrbimo za eno večjih in najkvalitetnejših vodnih virov v Sloveniji. Namreč napajamo 66 000 uporabnikov občine Žirovnica, Radovljica, Bled in Gorje. In to, da nam je
padlo sporočilo neba 9. aprila 2009 in to na mejo med občino Jesenice in Gorje. In to sporočilo je predstavljeno v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani. To je bilo sporočilo meteorita. Spoštovane Gorjanke in Gorjanci, še bi lahko naštevali in glede na povedano smo lahko resnično ponosni, da živimo v takem raju, kot je občina Gorje. Spoštovani obiskovalci, vi pa ste vedno dobrodošli in vas bomo sprejeli z odprtimi rokami v naš zeleni raj pod Triglavom. Vsem skupaj, vsem prisotnim, želim veliko zdravja, veliko prijateljskih vezi in da krepimo tiste stare prijateljske vezi še v prihodnje. Želim, da ste zdravi, želim, da imate lepe misli in imejmo se radi. Lep večer in srečno! Hvala, gospod župan. Prepričana sem, da župan še zdaleč ni porabil vseh velikih in lepih besed, ki opisujejo Vintgar. Niti besed, ki bi opisale njegov ponos. Nekaj jih je zagotovo še prepustil naslednjemu govorniku, Klemenu Langusu, ki nas bo nagovoril v imenu skupnosti Julijskih Alp, biosfernega območja Julijske Alpe. Klemen Langus, izvolite. Dober dan. Iz Bohinja sem prišel čez Pokljuko. Klemen Langus je moje ime in v zadnjih letih skupaj z 10 oziroma 12 občinami in Triglavskim narodnim parkom ustvarjamo zgodbo, o kateri je danes govoril predsednik društva, to je zgodba o Julijskih Alpah. Najprej pa iskrene čestitke, gospod predsednik in pa gospod župan, za to obletnico. Verjamem in vem, da bomo našli skupaj moči za sodelovanje tudi v prihodnje. Če se vrnem na kratko k Julijskim Alpam, to je regija, kot je že predsednik omenil in tudi gospod župan, ki predstavlja več kot četrtino slovenskega turizma. Mi smo se povezali zato, da bi prepoznali, da je turizem pomembna gospodarska panoga tega območja. Povezali smo se pa tudi zato, da prepoznamo, da je potrebno najti primerno ravnotežje med razvojem in pa med naravovarstvom. Nenazadnje je to območje edinega narodnega parka v Sloveniji. Spoštovane in spoštovani, edinega narodnega parka v Sloveniji. Trajnostni razvoj ali odgovorni razvoj je tisto vodilo, ki nas vodi, da bomo tukaj dobro živeli. Ob razmišljanju, kaj pomeni trajnostni ali odgovorni razvoj, se mi včasih pletejo možgani in že sam več ne vem točno ob vseh raznih idejah, kaj trajnostni razvoj pomeni, pa smo skupaj s kolegi v skupnosti Julijskih Alpah prišli na eno idejo oziroma na en koncept, ki se mu reče koncept dnevne sobe. In naše območje Julijskih Alp, kamor spadajo tudi Gorje, tudi Soteska Vintgar, razumemo kot dnevno sobo, ki jo ustvarjamo mi, prebivalci tega območja, nekaj okrog 100 000 nas je, najprej zase, za nas, da se mi v tej dnevni sobi, v tej hiši dobro počutimo. To ustvarjamo zase, za svojo družino, za svoje otroke, za svoje vnuke. V to dnevno sobo povabimo obiskovalce. Ti obiskovalci navadno pridejo z darili, po dobri slovenski navadi si sezujejo čevlje pred vrati. Vstopijo v prostor, ki smo ga mi, lastniki tega prostora, ustvarili za nas. Temu prostoru se čudijo in ob dobri kapljici, ob dobri hrani se rodijo nove ideje. Nove ideje, ki zrastejo zato, da smo mi boljši pri upravljanju naše dnevne sobe in zato, da bogatimo tudi naše obiskovalce. To dnevno sobo ne upravljamo sami, ne moremo jo upravljati sami. Potrebujemo strokovnjake, potrebujemo številne ljudi, številne poklice, ki nam to dnevno sobo pričarajo na način, kot si jo mi predstavljamo. V tej dnevni sobi, verjamem, spoštovani in spoštovane, na eni steni visi slika Vintgarja, Soteske Vintgar.
Ta slika v obiskovalcih vedno znova pričara čudenje in začudenje območja, ki je tu. Ta slika pa potrebuje upravljanje in vzdrževanje. Treba je pobrisati prah in občasno jo je treba obnoviti in zato potrebujemo tudi strokovno podporo. Dragi in spoštovani, koncept dnevne sobe ali razmišljanje o dnevni sobi je pomembno zato, da razumemo, da smo v tem območju soodvisni. Ničesar ne moremo sami. Soodvisnost je ključ za razumevanje tega našega območja. Soodvisnost je ključ, da bomo razumeli potrebo iskanja dialoga med naravovarstvom, turizmom, kmetijstvom in drugimi panogami, ki ta prostor napolnjujejo z življenjsko silo in energijo. Dragi in spoštovani, vam želim en iskren, lep večer. Hvala lepa. Hvala, Klemen Angus. Predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, se nocoj ni uspela udeležiti in obiskati te naše zračne, prijetne, ohlajene, zelene dnevne sobe. Je pa postregla s podatkom, da je Soteska Vintgar takoj za Postojansko jamo najbolj obiskana naravna znamenitost Slovenije. Hkrati pa je tudi prva naravna vrednota v Sloveniji z uradno določeno nosilno zmogljivostjo. Takšna odločitev predsednica podpira, saj meni, da je treba iskati pravo mero med varnostjo in udobjem obiskovalcem ter varstvom narave in kakovostjo življenja domačinov. Na slavnostni akademiji bodo v imenu države oziroma predsednice Republike Slovenije odmevale besede, ki nam jih bo posredovala odposlanka predsednice Republike, magistrica Eva Tomić, veleposlanika in svetovalka predsednice Republike za podnebne politike in človekove pravice. Magistrica Eva Tomić, izvolite. Dober večer. Dober večer in najlepša hvala za povabilo. Najprej prenašam opravičilo predsednice, ki se prav danes vrača z dopusta. Predsednica res trdo dela, res prisežem in rabi kdaj dopust in zato ni mogla priti danes ona. Me je pa prosila, da prenesem iskrene čestitke ob vašem lepem prazniku, ko praznujete 130 let Soteske Vintgar. Sama sem njena svetovalka za podnebne spremembe, no, ne za podnebne spremembe, za podnebne politike in človekove pravice. In zdi se mi en tak pravzaprav lep paradoks, da po 130 letih, ko je župan Žumar takrat si prizadeval in uspel postaviti brvi in mostove v Soteski Vintgar za obiskovalce, turiste, da danes po 130 letih moramo razmišljati, oziroma vi, domačini, morate razmišljati o tem, kako te neverjetne naravne lepote zavarovati pred nami turisti, ker tudi sama prihajam danes po starem dobrem načelu, da združiš prijetno s koristnim tudi kot turist in si bom jutri s svojo družino tudi z veseljem bom šla na obisk v Sotesko Vintgar in se zato bomo moja družina torej profitirali od tega srčnega in predanega čiščenja Soteske, kot ste predsednik turističnega društva Gorje povedali. Torej, spoštovani županje, poslanci, spoštovani predsednik turističnega društva Gorje, spoštovane Gorjanke in Gorjanci
in vsi ljubitelji Soteske Vintgar po letošnjem poletju, pa tudi lanskem poletju, ki nas je presenetilo z izrednimi sušami in požari, letos z ujmami, je več kot jasno dvoje, da prvič nas narava opozarja, da smo tudi mi, ljudje, gostje na tem prelepem zelenem planetu in se moramo obnašati trajnostno in po načelu koncepta dnevne sobe, ki mi je, hvala lepa, res zelo všeč. Drugič pa, da nas narava opozarja z vedno bolj ekstremnimi in žal vedno bolj pogostimi ekstremnimi vremenskimi pojavi, da je človeška način, katerega živimo, morda potrebno malce omejiti in ga pripeljati skladno z naravo. Druga stvar pa je, da je pri tem v boju zoper podnebne spremembe narava naša največja in najbolj dragocena zaveznica in njena izjemna biotska dragocenost. Zato vam čestitam, da že več kot 130 let seveda skrbite za naravo, za izjemno biotsko raznovrstnost, da lahko Ljubljančani, kot smo mi, pridemo in se tukaj res lepo imamo v vašem prelepem zelenem raju. In mislim, da je, moram tudi osebno zelo pohvaliti vaš sistem naročanja, tako kot ste v Sloveniji prva naravna znamenitost, ki ste omejili obisk na način, ki je po lastni osebni izkušnji, ko sem si rezervirala vstopnice za jutrišnji obisk, res izjemno enostaven in uporabniku prijazen. In veselimo se obiska jutri. Zelo sem počaščena, da sem lahko v imenu predsednice danes tukaj z vami, da lahko prenesem njene čestitke in pozdrave in vam zaželim še naprej tako lepo soupravljanje in bi se z veseljem po slovesnosti nadaljevala pogovor z vami tudi glede še teh nerealiziranih projektov na državni ravni, za katere bi rada slišala več in kako lahko pomagamo, ker zato smo tam, kjer smo. Hvala lepa vsem. Iskrena hvala magistrici Evi Tomić. In hvala nenazadnje podnebju in nebu, da nam tako prizanaša te dni in da bomo lahko uspešno speljali prireditev in še naslednje. V Turističnem društvu Gorje so 130-letnico prve prehodnosti Soteske obeležili še na en način. Ob tem visokem jubileju so dali izdelati bronaste kipe zaslužnih rojakov. Doprsne kipe Jakoba Žumra, Benedikta Lergerporeja in profesorja Albina Belarja. Danes so prvič postavljeni na ogled. Izdelal jih je kipar Matjaž Štine iz Domžal. Z neizmernim ponosom in častitljivim spominom jih sprejemamo in ohranjamo v naši sredini, so zapisali v Turističnem društvu Gorje. Ta podatek mi narekuje, naj vaše oko le vljudno povabim, da pogled in pozornost usmeri v omenjeno galerijo na poti v Sotesko, tule za odrom.
Osrednji dogodek akademije pa je avtorska gledališka predstava izpod peresa scenaristke in režiserke Tatjane Pintar, ki nas vabi na sprehod skozi zgodovino, nas zvabi na slovesnost ob odprtju Soteske pred 130 leti, nam predstavi prve obiskovalce in nas pripelje vse do sodobnega časa. Igralske vloge so prevzeli domači ljubiteljski igralci, privabili pa so še številne dragocene sodelujoče goste, pevce, plesalce, gasilce, možnariste. Z avtorsko glasbo sodelujeta Žan Legat in Luka Ipavec. Pod scenografijo se je podpisala Andreja Završnik. Skrivnostne esence skal, glasna Radovna in zajetna ekipa ustvarjalcev nam imajo brez dvoma veliko povedati. In želeli smo si mrak, želeli smo si temo, da bo predstava imela večji efekt in skupaj z vami smo to tudi dočakali. Samo še to bom rekla, prisluhnimo in uživajmo ob slikoviti zgodbi Vintgarja v Leskah. Lep večer še naprej. Pa seveda ga ni, ti trola sta. Verjameš pa tudi vsačmo. Pa je, da veš, a ne mama, da je, pa se ste mi vi pravile.
Pravle, samo zato, da bi se ga bava. Šemasta. Dobar, koga imata spet? Ja, to od konca sveta. Ivan me ne verjame, pa se ste mi pripravljali. Res, Ivan. Nič ne bod tako korajžen. Dol pri konjedercu se je zemlja odprva, pa otroke požrva. Ja, gvišno. Ga vam pa že ne verjamem. Ka bom velik, bom splezil not v okno, tok, da bom prišel do konca sveta. Boš velik, ja. Zdaj, manj pa nič ne hoče dol v ta konc. Tudi nauče načeden ga videl dol pri konjedercu. Ja, kdo pa je ta konjederc? A nima v hudiču podoben? Zato pa pravim, da ne hodite dole. Dol so vrata odpekva. Je globoka vukna in otroci niso nikoli več nazaj prišle. Meni je kar prav, da se ta otročat ne smukatle dol. V Leskah dol je zelo nevarno. Pa ta mrhovina, no, to vendar ni za otroče. Saj se jim bo še sanjalo kaj hudega. Jaz pravim, ne jih kar mame, an mal strašejo raj. Pa še jaz jim bom pomagal krucifiks lauden, da se res še navkjer mu kaj zgodilo. Pa ugma, tako bo za vse prav. A ne, krščen Matiček!
danes proti homu. Če ne proti homu, pa skozi ta strmo stran. Veš, da župan, kukor bo te rekel? Vidim, da mašino imaš s sabo, da boš malo pošklocov. Je voda tako nizka, da vam morbitna dobra ven prišla. To pa težko verjamem. A ni prav globoka tista reč, kaj? A, globoka, že globoka. A če vode ni, se bo marsikaj videlo. Vrmej duš, župan. A si videl kaj? To bo ljudem za pokazati. Pokazati, pa ne sam na fotografijah. Bo treba en odbor gor postaviti, pa brv narediti. Če voda narase bo, To bo čudovit. pa vkap malo zaslužilo. Vse tiste ljudi zbleda gor v gori dobe. Pa še res je, vse uneko, kar krikljivo hodijo. Se bodo še frišenega zraka nadihali, pa vodo občudvali. No, ujma. V soboto otvorili so prav slovesno novo pot skozi Radovniško sotesko. Pot je izdelal z malimi stroški, katere so plačali večinoma prijatelji narave, pa tudi deželni odbor in kranjska hranilnica, gospod Jakob Žumer, ko jemu so postavili spominsko ploščo pri najlepšem delu soteske. Stoj! Delo začni! Vodo! Vodo daj! Vodo, stoj! Ob 3:30 zbrali so se gostje z Bleda, z Javornika pri Šumju, topiči zagrmijo, trobentač zadrobi, delavci presekajo pregrajo in kakih 200 ljudi pomikalo se je počasi po divni soteski med neprestanim streljanjem iz topičev.
Humarjevi plošči nazdravil je gospod fotograf Lerget Porer, mojstru graditelju. Med potom smo videli mnogo napisov in sicer večinoma v slovenskem jeziku, na vrhni točki pa je vihrala slovenska trobojnica. Slovenski pevci so zapeli 3 pesmi, katere je vse zbrano občinstvo z velikim zanimanjem poslušalo. Nato se je pričela velika ljudska zabava na travniku. Videl dežele sem tuje, videl sem tuje nebo. Zdaj rodne kraje potujem, rad bi spet videl svoj dom, svoj dom. Daljne dežele so lepe, lepo je južno nebo, še lepše pa sijejo zvezde, tam, kjer moj rodni je dom. Kot mak, kot cvet deklet, vabi me moja dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Slišal šumenje Savice, Triglav bom videl in Bled. Šel bom v Vinske gorice, šel bom na Pohorje spet, bom spet. Vabi zasanjana Trenta, vabi Ljubljansko polje, vabi me sončna Dolenjska, kjer stare lipe šumi. Kot makov cvet, kot cvet deklet, vabi me moja dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Kot lastovka se vračam